Halo? Banke Slovenije kličem. Obveščam vas, da se pogovor snema. Vaš obstoječi račun bo zamrznjen, da se bo preverilo poslovanje. Zato pa vas tudi kličemo prek telefona, ker je stvar resna, da ne boste vi brez vaših denarnih sredstev na vašem računu ostali. Okej, ja ne vem. Povejte, kaj moram narediti. No, to je aktualna finančna prevara. Goljufi te pokličejo in se pretvarjajo, da so iz tvoje banke. In pazi to! Na telefonu se lahko izpiše celo prava telefonska številka banke. Govorijo o varnostnih incidentih in vdorih, zato da te spravijo v paniko. In kaj ti sploh rečejo? No, najprej ti povejo, da je tvoj račun ogrožen in da je prišlo do kraje identitete. Banke Slovenije kličem. Obveščam vas, da se pogovor snema. Od banke sem dobil prijavo, da ste bili žrtev kraje osebne identitete oziroma je tretja oseba vzela kredit na vaše ime. Potem ti rečejo, da so zate odprli nov varen bančni račun, kamor moraš nakazati v svoj denar. Postopek gre tako, mi ustvarimo varni račun, ki ga dobimo od Evropske centralne banke. Ko se ta stvar naredi, dobiste tudi varno spletno banko, ko je aktiviran ta varni račun, potem iz svojega obstoječega računa vsa sredstva prenesete na ta vaš varen račun. No, včasih pa od tebe tudi zahtevajo še druge osebne podatke. Ali ste bili mogoče v zadnjem času na kakšnem dopustovanju v tretjih državah sveta? Ali imate skupni bančni račun? Zapomni si, banka te ne bo nikoli klicala in zahtevala, da nakažeš denar na nek nov bančni račun ali pa da v neke obrazce daješ svoje podatke. Če dobiš tak klic, enostavno odloži. Potem pa pokliči na svojo banko, na uradno številko, pa preveri, če je vse okej. Pa deli ta video s prijatelji, če pa želiš več informacij o tej temi, pa pojdi na varninainternetu.si.